Prebivalci so zmedeni in hočejo izvedeti resnico, saj so mnenja strokovnjakov o prisotnosti PCB-ja nasprotujoča. PCB je prisoten bil in sigurno je še, ampak si razmišljam, da v tej meri ni, ko naj bi se prikazalo. Iz raziskave, s katero je konec lanskega leta Novomeški zavod za zdravstveno varstvo seznanil belokranjske županje, izhaja, da so ribe iz krupe in lahinje zdravju škodljive, pa tudi, da ni mogoče izključiti škodljivega vpliva na zdravje ljudi zaradi uživanja domačega mleka, jajc in kokošjega mesa. Mnenje strokovnjakov Veterinarske uprave Republike Slovenije in Ljubljanskega inštituta Jožef Štefan pa je drugačno. Moramo priti temu do dna, kajti ljudje morajo vedeti, zakaj se gre, ker tu živimo in imamo vso pravico vedeti, da tudi vemo, na kakšen način si lahko pomagamo. Belokranjske županje so že lani poslale zahtevo pristojnim ministrstvom, da opravijo raziskave in uvedejo sistemski nadzor obremenjenosti belokranjskega okolja s PCB-jem. V Semiču pa čakajo tudi na zaključek študije inštituta Jožef Štefan in raziskave, ki jo bo opravil dr. Svetozar Polič. Ne bi ljudi izvedeli enkrat eno resnico, da se ne bi te stvari vsakih par let ponavljale ali komu v interesu ozadje. Verjetno obstaja tudi to. Cerjančevi, ki imajo ob reki Krupi turistično kmetijo, so konec minulega leta naročili analizo svojih pridelkov pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Od jabolk, paradižnika, krompirja, zemljo na analizo, sok in seveda je kar analiza pokazala sprejemljiv rezultat in smo bili potolaženi s tem. Tako različne informacije o stanju PCB-ja v semiški občini, ki so včasih strani največjih strokovnjakov interpretirane popolnoma nasprotujoče, seveda med prebivalci povzročajo veliko vprašanj. Ljudje si želijo izvedeti resnico.